sem bil praktično 3 leta zapored, sem tekel 2:31, 2:32, v tej minuti sem bil 3 leta. Ne. In pa sem kar malo obupal, pa sem začel rajši teči gorske maratone. V bistvu pa je, da ti znaš oceniti na tvojo pripravljenost, koliko hiter iti. Da se da ne pretiravaš. Ne. To je po mojem mnenju. Tako da se tudi s 500 km na mesec vrhunsko 600 km tekmo odlaufati. Na tako dolgi tekmi je čas, najprej dobiš žulj, pol se ti predre, pol čez naslednjih 8, 12, 24 ur se ti še zagnoji. Če bi tekel še en teden, bi se že pozdravil, kaj bi bilo. In pravim, enkrat, ko mi jaz naredil 3-4 mesece zapored po 800 ali pa po 1000 km, pa mislim, da je dosti takih tekačev v Sloveniji, ki tečejo 800 ali pa 1000 km. Ko mi jaz enkrat to naredil, pa ko se mi bo vse šlo, evo, takrat bom pa dober. Cenjeni in cenjene, pripnite pasove, začenja se 91. epizoda podcasta Zagret za tek in upam, da ste danes že tekli. Kadarkoli že to poslušate, če še niste, takoj, čevlje gor, gremo ven, da si slušalke gor, tole bo super poslušanje, ker je z mano danes neverjetni atlet, športnik, ultratekač, ni da ni, človek, ki teče že skoraj 40 let. Dobrodošel, Toni Vencel. Ja. Hvala za tvoj čas, kje sem te snel zdajle? Jaz sem danes že kar sem mogel zgodaj vstati, imel sem 2 ure dela v pivovarni, nujnega, pa sem si pa lahko vzel zdajle nekaj časa prostega. Zdaj, a slučajno kradem čas, ki bi ga moče posvetil teku? Nažalost ne. Bi rajši videl, da mi ukradeš nekaj tekaškega časa, ampak zelo slabo sem z tekom zdajle, pa to se mi že kar vleče, 2 leti, skoraj 3, se niti ne gledam več na datume, kaj še letence. Bova marsikajšno o teku rekla, tekom najnega pogovora, ti si pač legenda slovenskega teka, tako ali drugačno. Itak vam preveč istočnic, da bi te lahko sprašal cel dan. Začetek me pa nekaj zanima. Zdaj, ko si oče 2 majhnima deklicama, podjetnik, pa še športnik, kaj je od teh 3 stvari najbolj zahtevno? Biti oče, biti podjetnik, biti full-time športnik. Vsaka stvar posebej je izvedljiva, ni pretežka. Ko se pa to začne malo prepletati, so pa razne težave, pa smo zmeri na vsaki strani malo prikrajšani, ampak nekako rešujemo. Umetnost kompromisov, kako v tem praviš, se skupaj to združevati. Pred pogovorom si mi rekel, da si nekaj na slabem glasu, cel kup enih virusov tam kroži, praviš, da ni korona, ampak 2 leti, odkar pač prenašamo tole korono. Ko si pa ta čas, najbrž si bil kar aktiven, saj kar sem te spremljal, če že ne tekaško, pa drugače. Aktivno, tako nasploh fizično, skozi aktiven, pa nekako jaz se kar srečno izogibam raznim prehladom, gripam že do zdaj, tako da sem kar nekako dober zvozil. Celo manj je bilo prehladov v teh 2 letih, manj tega, se pravi, so bile tudi te maske očitno, pa izogibanje ljudem, da je bilo učinkovito. In zdaj so dali maske dol in zdaj so virusi veseli začeli krožiti. Tudi jaz sem jih že nekaj pokasiral. Ampak vse, da je v teh 2 letih korone, se ti zdi, marsikdo je rekel, da je prikrajšan, ker ni tekaških prireditev, pa ni druženja, ampak gibali smo se še vse lahko, vsaj v Sloveniji, pa tudi pri tebi dol na Dolenjskem je najbrž bilo še vsem dovolj možnosti, da je šel človek ven, pa se, bom rekel, zgonil. Jaz sem glih nekako, s tem poslom sem nekako se kvarjam že skozi nekaj, skozi sem itak sem po izobrazbi trgovec, komercialist, ko so bili neki posli. Nekako se mi je pa to poklopilo, da sem pa glih s to korono pa se ful poslu posvetil in praktično znal sem se prilagoditi, da ni bilo nekih omejitev. Kar se pa športa tiče, sem ga pa res malo na stran dal. Tako da samo nujno tisto za osebno počutje. Tisto pa ni bilo nikoli problema.
Točno to, tle se podpišem, da kdor se je hotel športati med korona, se je lahko, kdor je rabil motivacijo, na koncu tudi. No. Jaz sem tudi podcast za to začel delati med korono, za motivacijo sebe, pa še koga drugega. Ampak danes si ti, na tapeti, Toni Wencel. Na kratko bi te predstavil, če dovoliš. Že omenjam, da si na tekaški sceni dlje, kot pa, bom rekel, se nas večina spomni, že skoraj 40 let aktiven, najprej tekač na smučeh, kasneje atlet, potem izjemno uspešen gorski tekač, maratonec, ultramaratonec, tekač na vseh razdaljah od 5 do 350 km, večkratni državni prvak, reprezentant in serijski zmagovalec, tudi lastnik fitnesa, kondicijski trener, DJ, podjetnik, ki vari svoje pivo Stezičar, mož Katje Kegel-Wencel, ki sem jo že imel v podcastu in rekorderka slovenske planinske poti in ne nazadnje oče dvema majhnima deklicama. Človek izjemnih dosežkov in kaj pa da, to mi boš pa povedal, še veliko planov. Kaj sem pozabil, Toni? Imam še eno starejšo hčero tudi. Pardon, vidiš, ja. Hčere so tvoja domena, ja. Okay. Ki bo pa že polnoletna, zdaj čez 3 mesece. Tako da je kar razlika, mislim, malo starostne razlike. Zdaj, kar si prej omenil, vse drži, ne? Pa tudi plani so za naprej, seveda, ne? Nisem tukaj verjetno še nehal, ne? Kako pa recimo, kako bo pa to šlo naprej, ne? Pa še sam ne vem trenutno, ne? Vse to je dobro, bo tako s pogovorom mogoče izluščila, kaj te še matra, ampak dajva reči, ker si poročen s eno ultrašico, odlično športnico na vse zadnje, kako bi pa tvoja žena Katja tebe opisala, Mislim, da bi kar rekla, da zadnje čase preveč delam, da sem preveč obremenjen z delom, pa seveda, da imam premalo časa za družino. Bom raje nehal naštevati. Okay. Vem, da je šla zdaj sta malo hčerko ven, tako da ne more zdaj še sama kaj pripomniti. Vse sem že v podcastu, ki sem imela, spraševal, kako je pa živeti z ultramaratoncem in da tudi, ampak ona je postavila rekord slovenske planinske poti najbrž z izdatno močjo tudi tebe, ki si izkušen, rekel, tekač, hribolaz in vse ostalo. Kako si ti takrat njen dosežek, recimo, če so še pri tem dosežku malo stavila spremljal? Ti si bil, ne vem, in logist, in spremljevalec, in organizator in še kaj. Mislim, da sem si kar dobro predstavljal celotno zadevo, kaj vse to za sabo potegne. Z vseh teh mojih izkušenj, mogoče tudi kar sem videl pri drugih, kako so se lotevali takih podvigov. Dobro poznam Katko, kar se tiče treningov. Vedel sem, nekako sem znal oceniti, kaj je sposobna, pa kako pol, koliko to hiter iti skozi, koliko hiter začeti, kaj pričakovati. Glede na njeno tisto pripravljenost takratno. In se je kar dobro išlo vse. Mislim, je bilo zate kot za spremljevalca dokaj tudi zahtevno, mislim, in psihično, in fizično, in tako naprej. To je nek naš način življenja že vsa leta, tako da to so nam počitnice, ker takrat veš, da si tiste nujne stvari, jih je treba doma narediti, vse pošlihtati in pol rečeš, ok, vse sem naredil, recimo, upam, da je tudi vse spakirano, ker še zmeraj smo pol nekaj vmes iskali neke stvari pa improvizirali, ampak takrat, ko si enkrat na štartu take stvari, so pa za nas to počitnice. Se pravi, takrat pa sam še delaš tisto, kar si želel čez pol leta, za kar si se pripravljal, recimo pol leta ali pa 1 let. Tako da to, noben tisti napor ni težak, vse to nek del našega treninga ali pa tekem ali pa to, vse to radi delamo, zato gremo v to. Bravo, res popolna sinergija, to si tako lepo povedal. Ob tem, tudi nikoli nisi skrival, da bi tudi sam rad enkrat postal lastnik najboljše, bom rekel, absolutne znamke, najhitrejšega SPP-ja, ampak Maran Zupančič je zdaj z manj kot 7 dnevi postavil tako visoko letvico. Bi se upal tega še kdaj lotiti?
vsak let pravim, da bom. Zdaj, za letos bom verjetno kar moral reči, da ne bom, ker če zdaj začnem trenirati, zmeraj si v glavi preštejem mesece. Če danes začnem, zdaj 4. mesec, pa recimo 6 mesecev, je to 10. mesec, tiste malo pozno. Se pravi, letos bom kar moral reči, da ne bom. Zelo suvereno. Pač v glavi nekako, da če bi začel trenirati, zdaj pač malo tečem, imam mogoče 100 km, 150 na mesec, vse skupaj nič, to, da je neka, pa niti podlaga, niti baza. Iz vseh mojih izkušenj do zdajšnjih pa vidim, da pač 5 mesecev je treba nekaj graditi, seveda ne sme biti pa nobene poškodbe vmes, nobena stvar ne sme zmotiti. Minimum, kar bi rabil, se pravi 5-6 mesecev, da bi zdaj rekel, da tekmujem. 5-6 mesecev za navadnega smrtnika, tista doba, da se pripravil na maraton, ti bi se pripravil na 600-kilometrsko slovensko-volinsko pot, ampak kot si rekel, bil si zraven, ko je tvoja žena postavila rekord, bil si zraven praktično pri poskusih Marjana Zupančiča, si ga tudi spremljal, vsaj vem, da začetka in tako naprej. Kakšen čas pa misliš, da bi se dal, če malo teoretizirava, doseči še na slovenski planinski poti, ker recimo zdaj njegov 6 dni pa pol, 600 km, že to je skoraj 100 na dan, pa to po hribih, Bog pomagi. Težko bi rekel, zdaj moja najdaljša je bila Tour de Jean 340 km, ki sem jo nekako imel kar dosti težav, ampak glede na to, da sem šel v tistih prvih 200, 270, 250 km, tam nekje 3 dni, zelo v redu. Pa so pač neki žuli, pa take stvari, ki niso bile tako, bi rekel, ki so bile bolj neka nesreča, kot pa slaba pripravljenost. Pa glede to, da takrat tudi nisem v nekih kilometrov v nogah takih, si predstavljam, da bi lahko jaz šel hitreje to, zdaj SPP. Koliko hitreje pa, to je pa tako težko reči, da to mi je tudi motiv, se mi ni zdaj motiv iti 5 dni ali pa 4 dni, ampak meni je pač motiv za enkrat postaviti najboljši čas. Zdaj le verjamem, da Marjan Zupančič tole posluša, in da sta stara rivala, pa tako naprej, pa že kalkulira in računa, kdaj boš se ti lotil. Tako da letos, Marjan, si lahko miren, letos bo rekord še tvoj. To je taka razdalja, to je, jaz do zdaj, če sem šel to 340, je to nekaj čist drugega bilo kot 170, 100 mil recimo, ali pa več kot 100 km, ali pa več kot 50. Vsaka taka stvar, čeprav je zgleda podobno, je tako kot recimo atletka, tiska 400 metrov laufa, na Jurija pa pol, čeprav je to malo razlike, ne bo laufal. Mogoče bo 800 metrov še dober, na 1500 pa so pa že druge priprave. Marjan je šel zdaj 3-krat že, se pravi, on se je učil iz svojih napak, iz svojega tega. Jaz tudi verjetno prvič, mogoče, če bi uspel, bi videl nekaj spet, kaj mi manjka za drugič. Sej konc koncev si še mlad, To pa itak. Poskusov bo najbrž imel še dovolj. Vseeno, jaz približno vem, kako se pripraviti na maraton. Mogoče bi se znal tudi, pa sem se že enkrat pripravil na 100 km, ampak kako se pripraviš na 600 km v enem tednu? Kakšni treningi, kako pa izgledajo ti treningi? Koliko kilometrov pa moraš pol narediti na teden, koliko višincev, da si, rekel, fizično v neki formi? Recimo, če gledam Katka, ne vem, če je v življenju presegla 500 km na mesec. In je imela čist soliden čas na SPP-ju, če ne imela te poškodbe ali padca, bi bila skoraj 12 ur ali pa še več, ali pa celo 24 ur boljša, kar bi bilo pa že blizu Marjanovega časa, tako teoretično. Se pravi, niso tle zdaj tista pripravljenost, boljši kot si, boljši je lahko končen čas. Bistvo pa je, da ti znaš oceniti na tvojo pripravljenost, koliko hiter iti. Da se da ne pretiravaš. To je po mojem mnenju. Tako da se tudi iz 500 km na mesec vrhunsko 600 km tekmo odlaufati. Ampak itak se to ne gre vsak dan, itak trening ne more biti vsak dan 50 km ali pa ne vem, je pač kakšen daljši, pa vmes počitek, pa spet daljši trening. In tudi
Res, da za maraton 42 km se naredi kdaj kakšen trening 42 km. Za 170 km tekmo pa verjetno ne bomo delali 170 treninga. Ne? Ja, pa ne bi hodili na tekme, ja, tako. No, sej, ja. Koliko je pa, ajde, vsem, ker si omenil take razdalje, najdaljši trening, recimo, pa to da ni bila tekma, da si ga opravil pripravi za neko preizkušnjo? Mislim, da sem šel enkrat, da sem hotel iti dvojni K24, čisto eno dolžino, pa mi je malo neslo, časovno in malo slabše, veliko težek kruzak, samo veliko stvari sabo, tako da mislim, da se verjetno tisti, ki poznajo ta krog. Štartal sem v Črni, pa prišel sem pod Peco, se pravi, začel sem na Uršljo goro, pa Smrekovec, Raduho, Olšovo, prišel pod Peco, pa sem pa izpod Pece obrnil nazaj, ko je bila ena skupina, sem pa z njimi šel nazaj do Črne. To mi je bil nekako, ne vem, je bilo to nekaj čez 30 ur, bil je bolj nek preizkus, kako za hrano, pa z vsem tem, pa z kakšnim tempom, kako to skozi prideti. Ker mi je pač manjkalo takih izkušenj. Drugače pa, ne vem, jaz mislim, da tam odvisno od nekega izziva, ki si doskrat si postaviš, rad bi tekel od tukaj do tukaj za trening, pa je to lahko, ne vem, včasih je to res 100 km, ampak to je res sem včasih. No, zdaj si bi pa nagnal strah v gostino, sej še dobro, da nimam kakšnih hudih ambicij v ultrateku. No, so me že zdaj letos hecali, da moram biti K24, na dirko mi kar ne gre, bi pa šel en krog, enkrat le narediti in bom razmišljal, če bom šel, kako bi bilo pa pod Peco obrniti, pa iti še enkrat nazaj, pa bom rekel še dobro, da mi ni treba. Če pridem seveda do tja, Toni se bom spomnil nate. Jaz se te spomnim, ali pa te poznam kakšnih 20 let, se mi zdi z tistih slovenskih alpskih maratonov, pa z maratona Železna kapla Preddvor, ampak ti si pa že takrat imel praktično skoraj 20 let teka za sabo. Kako si se znašel, očitno talent imaš, ampak kdo ga je odkril, kako si se znašel v tem teku že, recimo kot mulc? Jaz sam sebe nimam za nekega talenta, ker na vseh tekmah, kamorkoli sem prišel, zmeraj sem bil, recimo tek na smučeh, ko sem treniral aktivno, sem bil najboljši suhi tekač med njimi. Na pripravah, kakšnih sem zmeraj zmagal tiste teke, krajše krose. Sem prišel na kakšne krose, sem bil spet neko povprečje, pri teku na smučeh sem bil povprečen, ampak sem bil dober pa na suhem. Sem prišel na kakšen kros, sem bil nekako v enem spet povprečju, ampak ta zadnje metre, ta zadnjo četrtino sem jih dosti polovil. Se pravi, samo neko vztrajnost bolj kot oni na tisti kilometer ali 1500. Kasneje, ko sem šel, bi moral biti kot atlet, bi moral kakšno stezo trenirati, kaj tacga, pa sem rajši začel 10-kilometrske rekreativne teke. Tam spet bil sem malo premlad za kakšne absolutne zmage, bil sem spet dober, ampak ne najboljši. Potem sem mogoče malo prekmal, čeprav sem se maratona izogibal, spet šel maraton teč, spet manjkalo je kilometraže, manjkalo je intervalov, manjkalo je vsega. Sem bil pa že precej čez 20 star, sem pa majčkeno bolj sistematično začel to trenirati, pa tudi sem čutil, da mogoče mi pa manjka tista osnova iz mladinskih let, da bi takrat bil veliko hitrejši, pa bi to hitrost mogoče prenašal naprej. In nekako v maratonu nisem mogel prebiti 2 ure 30, verjetno bi moral precej menjati način treninga, prilagoditi se, pa tudi vprašanje, če bi moj organizem prenesel te intervale, to hitrost. Sem bil praktično 3 leta zapored, sem tekel 2:31, 2:32, v tej minuti sem bil 3 leta. In pa sem kar malo obupal, pa sem začel rajši teči gorske maratone, ker sem bil le bolj so mi odgovarjali hribi, kot pa čista ravnina. Zdaj spet, tam sem spet bil slab gorski tekač, idealen za mene je bil pa recimo maraton Železna kapla Preddvor, ker sem bil nekako hiter po cest, dober spustaš, pa le ni bil tako ekstremen ta maraton gorski. In zato je bil to nekje en mojih najbolj takih, ki mi je prav odgovarjal v tistih letih.
Ja, železno kablo predvor in kontra, no, tam se je proga menjala. Ja, en let tako, ja. Tako, ja, si kar nekaj dobu se spomnim, no, mi smo zadnji, da ta bo se plal pol urco, no, v tisti peklenski vročini konc junija, ampak je bil posebna preizkušnja, no. Ampak v tvoji biografiji sem najprej prebral, prej si rekel, že kot mlad si šel v maraton. Leta 91 si bil že pri 19 praktično državni prvak v maratonu. Ja. Noro, daj mi malo piš to, ta hec, no, piše v Celju, no, zdaj mi pa razloži, kje v Celju ne bi to bilo. Zanimivo, ne, to se je dogajalo leta 91, to je bilo leto vojne. In zdaj, jaz nisem šel podrobnosti zdaj nazaj gledati, malo sem pozabil to, kako je že bilo, ampak tisto leto je bilo spomladi državno prvenstvo še kot Jugoslavija. Tam so bili takrat, zdaj ne vem, kdo je bil takrat, Vindiš je bil sigurno, a je bil Kejžar takrat že toliko, ne vem, na pamet zaradi tiste letnice. In to je bilo pa nekako naknadno, ko se je že Slovenska atletska zveza tudi takrat malo osamosvojila, vse, ko so začeli to svoje postavljati državno prvenstvo pa to. In je bil razpisan, ne vem, jaz nisem kaj dosti naprej to vedel, tudi mesec, zdaj ne vem, bilo je jesen, a je bilo to že oktobra, kjer. In pač pripravljen sem bil, takrat sem tudi tisto leto bil na svetovnem prvenstvu kot mladinec v gorskem teku še. Pač od laufov sem uspel mi je, niti časa se čisto točno ne spomnim, je bilo to nekje 2:40, pa še nekaj, moral bi to vse nazaj pogledati, pa uspel mi je zmagati, evo. Torej si bil prvi državni prvak v maratonu v Sloveniji, evo, tako. Ja. Mogoče veš, koga si premagal takrat, kdo je bil za tabo, drugi, tretji? Malo so mi tale imena ušla iz glave, ampak peti je bil moj oče. Bravo, odlično. Ja. Se pravi, nekaj maratonskih genov posebej imaš, evo. Čeprav oče je kasneje začel teči kot jaz. Bravo. Tako da ima on moje gene. Zelo lepo povedano, ja. Preskušal si se, maraton, evo, kot državni prvak. Vseeno, a so te potem mladinci, državni prvak, te kdo mogoče poklical pa z atletske zveze ali kaj podobnega, se vem, da je to bilo še takrat vse bolj v formiranju, v nastajanju, država je nastajala, ampak vseeno, so te kam vabili kot obetavanega atleta. Vse te ljudi, tudi recimo na tem svetovnem prvenstvu, ko smo bili en par tednov pred tem, mislim, da je bil takrat gospod Mikec, da je bil takrat predsednik atletske zveze, da je sicer na pri gorskih tekačih, a je bil takrat še Drago Kosmač, a je bil že tale Hillary, takrat zveze gorskih tekačev. Tista leta sem malo pomišljal to, začel sem malo trenirati, razmišljal sem, da bi treniral takrat pri Olimpiji tekaški klub, atletski klub, z Lojzetom Pugaršičem sem naredil 2 treninga, ampak nekako meni to ni mi tista steza takrat, ne vem, hotel sem neko svobodo, se pravi po hribih ven iz tega, čeprav itak želel sem si pa tudi dober maraton laufati na cest, bil sem malo samosvoj, bi rekel takrat. Preveč samosvoj, zato sem se pa tudi vseh teh stvari počasi učil. Ko sem spet, ne vem, pri 30-ih neke maratone začel laufati, spet sem si na nov nekaj izkušnje nabiral. Vsak naslednji maraton mi je bila nova izkušnja, spet predvor Železna Kapla je bil drugačen. Po slovenski alpski maraton, spet sem ga slabo odtekel prvič, sem še naslednje leto boljš. Vsaka razdalja, vse se mogoče malo prepočasi učim. Ne hodim se te vprašati, ker danes nekega mladega atleta ali 20-letnika vprašaš, kaj so pač njegovi cilji in bo vsak rekel, mislim, želim priti na olimpijske igre in to je to, ne? Ti si bil, ne vem, pri 20-ih obetavan maratonc, ampak takrat morda mentaliteta bila malo drugačna, ne vem, ni bilo to ultimativni cilj, je bilo še kaj drugega v življenju kot samo tiste olimpijske, recimo. Ja, seveda, pa tudi, mogoče se nisem videl, pa tudi prej, če bi smo kakšne atletske zmage kot mladinc, mogoče bi imel nek motiv, tak pa, videl sem pač to mi ne gre glih najboljše. Se nikako nisem videl v teh normah olimpijskih, ne. Recimo zdaj občudujem, kako obeta, ne, tudi takrat sva še dosti tekla kot rekreativci on teku, kako je uspel narediti ta preskok, ne. Če bi on mogoče to naredil
da bi on starejši od mene. Mogoče bi pa jaz videl v njemu vzornika, da bi pa mogoče poskusil tudi jaz bolj se posvetiti temu. Ne? No, lepo si to povedal. Ja, koliko pomeni recimo en dober športnik v eni panogi, tekače so že pri tem, ki potegne lahko za sabo celo generacijo nekih pretendentov ali pa tekačev, ki bi radi sledili njegovim stopinjam. Jaz verjamem, da si ti, Toni, tudi za marsikoga zgled, govorijo, če že govorijo o klasičnih maratonih, morda veš, koliko si jih na cesti pretekel? Ne, malo sem slab s tem statistika, moral bi malo nazaj iti, bi našel neke cifre, tam nekje od 2000 do 2008 sem bil najbolj aktiven, sta bila po 2-3 na let, bolj ko ne Radenci pa Ljubljana. Nisem v nekih svetovnih maratonov, praktično sem v Gorici v Italiji sem enega odtekel, to je pa tudi vse, kar sem v tujini. Maratonov, klasičnih maratonov. Tako. Na domačih tleh jaz si bil reden gost, se spomnim se te z Radencov iz Ljubljane, vem, da si enkrat tudi Radence dobil za državno prvenstvo, tako da tudi tam imaš izkušnjo. V Ljubljani si bil kar nekajkrat na Štenkcah v državnem prvenstvu. Če bi primerjal... Drugi sem bil običajno za Kejžarjem. Tako. To je kar velika, ne? Mislim, kar je izjemen dosežek, če tako pogledaš, Kejžar je bil vendarle profesionalni atlet, olimpijec in tako naprej. Ti si bil takoj za njim, se pravi, prvi neprofesionalc. Če bi primerjal recimo Radence pa Ljubljano, no, dva naša najstarejša maratona, ti je kjer v teh dveh morda ljubši? Kaj pa vem, Radenci so nekako zmeri sem vedel, da nas čaka neka tista druga klima, vročina, sopara. Zmeri smo vedeli, da se ne da to hitro kot v Ljubljani odteč. Čeprav konfiguracija mi je pa tudi všeč, tudi če je kakšna dolga ravnina vmes, dolgočasna, mi je tudi to se da, ne? Ni bil nek problem. Pa termin, ne? Spomlad ali pa jesen je velika razlika. Ne? Nekako jaz sem bil zmeri bolj, spomlad nekako nisem bil tako hiter nikoli, ne? Kot neki treningi čez poletje, tudi glavne mesece polet mogoče nisem bil toliko. Sem zmeri na jesen se pa nekaj dal, vsaj 8 tednov treninga sestaviti, pa na prejšnjo podlago, pa pol se je nekako dal kar dobro laufati. Ja, Radenci so zdaj v kratkem, v roku enega meseca, še manj, 40. jubilejni. Jaz sem rekel, da grem to stvar pogledati v živo, že zato, da spomine obujati. So tebe morda kot že zmagovalca, kot državnega prvaka povabili tudi na kakšno tako okroglo obletnico teh slovenskih tekov? Ne vem, sem bil kje zdaj zadnja leta, nekaj pa... ne vem, sem bil kam, res ne vem. Preveč se že dogaja, predolgo vse traja, to je res. Zdaj si rekel, ja, maratone si omenjal, na cesti si bil hiter, pa te vsem še kdaj zamika, da bi se kje postavil na štartno črto zdaj, ne vem, pa rekel, ajde, da vidim, enkrat ga zategnem, pa da vidim, če se še približam, ne vem, kakšnemu hitremu rezultatu. Maraton ne, ampak če bi zdaj jaz to, kar bi rad treniral, ne, pa pač šel še kakšno ultro, normalno teč, 100-milsko trail, bi poskusil rad 100 km na cesti. Ali pač 12 ur, ali pa 24 ur na cesti. Vem pa, da sem zelo daleč od tega, 2-3 leta nazaj, 4 leta, ko sem nekje v najboljši tej traški formi bil, sem imel zelo velike probleme vmes odteč kakšnih 10 km po ravnem po asfaltu. Tokom neke tekme, ali pa če je bil to trening 20 km malo hitrejši, ne vem, pol maraton za trening, niso bile noge, sploh ne prilagojene temu. Tako da vidim, da je to čisto nekaj drugega. No, ampak v najboljših časih si uspešno kombiniral, no, takrat se jim ni reklo trail maratoni, se jim reklo gorski maratoni, sam si že omenil, pa ne vem, čez Pohorje, tisti 65-kilometrski mal daljši maraton, se je tudi dobil nekajkrat, hkrati si pa tekel tudi na cesti in tako naprej. Takrat je pa šlo kombinacija, bom rekel, brez poti gorskih steza pa asfalta. Seveda je, ampak to je spet ta razdalja. To so le tam 4-5 ur dolge tekme. Ko si pa enkrat, ne vem, še daljše, 100 km po asfaltu, je pa mislim, da neka druga mora biti pa, človek nekako mora imeti eno globjo tisto bazo, nekako biti bolj utrjen za ta teren.
da ni. Zdaj pri trailu, se pravi pri stezičenju, jaz pač pravim to stezičenje, bi se nekako vse skupaj razporedi, razprši, enkrat ene mišice, enkrat druge mišice, dolina, hrib, praktično nisi tako zbit na koncu. Na asfaltu je pa samo eno in isto ponavljanje in veliko bolj moraš skoncentrirati vso moč na ene mišice, na ene vezi. To je tudi resno, zato verjamem, so tudi trail zadevščine, maratoni, krajše in daljše razdalje, tako popularni v zadnjih letih, pa še kilometrski časi nič ne štejejo. Recimo, tudi to je prednost, ne moreš se pohvaliti, pa noben ti ne more reči, da služiš za nič, če šel 15 minut na kilometer, če je bilo res strmo. V Sloveniji, jaz sem med korono lansko leto, oziroma predlansko, s kolegi veliko virtualno obdeloval te, trail steze in ugotovil, da je v Sloveniji toliko različnih terenov, imamo neko primorsko kamenje, pa pohorski tonalit, pa imamo gorenski apnenci in tako naprej. Kjeri tereni so pa recimo tebi v Sloveniji, če bi zdaj mogel zbirati? Vem, da si praktično vse te traile, ki so bili razpisani, dal skozi vsaj enkrat. Kje pa je tebi recimo ljubo, pa ti je najljubši teren? Jaz imam rad zahtevne terene, ampak ne, da bi zdaj rekel, jaz tako osebno gledam bolj z tekmovalnega vidika, ker se imam še zmeraj za počasnega, ne glede na vse stvari. Med konkurenco sem med počasnejšimi, ampak nekako, z zdržljivostjo pol nekako to nadoknadim. Tako je meni recimo bolj všeč, kakšen zelo, tam okolica Vipave, tisti najzahtevnejši tereni so mi zelo všeč. Recimo, pridobivam napram drugim, na takih odsekih. Jaz sem v Vipavi, posebej na spustu z Avrama, neskončno trpel, in ko sem šel naslednjič na Pohore, na tisto mehek mah, sem prav užival, pa sem rekel, ne vem, kako hudiča lahko imajo 100-milsko zadevo. V Vipavi ti si tam tekel večkrat, tudi dobil si to dirko, 100-milsko. Kdaj si bil nazadnje tam? 100 kilometrov sem v Vipavi. 100 kilometrsko, pardon. Zdaj me pa ne za letnice spraševati, ker je bilo pa tole vmes 2-3 leta nič, pa prej ne vem, kaj je bilo. Tako da, se pravi, dvakrat enkrat sem odstopil, nekaj mi je manjkalo, nekaj izkušnja še tisto, kar je bilo, da na 80 kilometrov, ne, na 70 sem bil praktično izpraznjen in se ni dal, ne. Naslednji let sem pa ravno na tem spustu z Abrama, ki sem ga omenil, sem pa jaz dobil tekmo, sem pa praktično z nanosa 17 minut nadoknadil do cilja. Tako da, naslednje leto pa mislim, da nisem šel, mislim, da pa spet nisem šel. Tako da, dosti je teh tekem bilo, pa sem majčkeno pomešal, kje sem bil, kje nisem bil, kolikrat sem bil. Pa kje si zmagal, pa kje si bil drugi in tako naprej. Zmage se pa kar ne pozabijo, ne. Ampak teh zmag, že na tvoji naslednji strani, imaš tam zapisane najboljše uvrstitve iz teh trailov, iz teh dirk, pa teh je ogromno, ne. A znaš povedati, na kolikih tekmah si zmagal? 100-milsko samo eno, če grem zdaj po vrsti, ne, ker praktično tudi 100 milj sem rabil spet veliko časa, da sem nadgradil iz 100 kilometrov, da sem prišel do 100 milj, da nekako znam odteči 100 milj, nekako taktično razporediti vse. Recimo, čeprav v Istri sem veliko bolj tekel, ampak sem bil nažalost drugi, ne, samo je bil Avstrijec ali Nemec takrat pred mano. Tako da sem dobil sem samo ultradalmacijo, kar je 100 milj. Stotke pa tudi jih ni bilo nekaj dosti, sem tudi dostikrat bil drugi, ali pa recimo v tujini odtekel, ker itak tudi nisem prišel niti do mednarodni konkurenci, niti do 10, ne. Tako da, različno, no. Nimam seštevka, zdaj moral biti res skozi, da bi pogledal. Zdaj, rekel si, pač
imaš za počasnejšega tekača, zato imaš daljše razdalje. Se pravi, tvoja najljubša distanca je zdaj kaj, 100 km, čez 100 mil? Če bi zdaj šel, bi šel Tour de Jean, bi šel zdaj najrajši. To mi je nekje tisti izziv, ker tam se da veliko narediti s to vztrajnostjo, vse vpliva na to, oprema, hrana, spanje, vse. Ne? In tam ne rabiš biti hiter, ekstremno hiter, ampak samo izvleč maksimum pač iz tega, ne? Kar se da iz te hitrosti. Menil si Tour de Jean, za tiste lajke, pa vem, da večina ve, v svetu je po dolini Aoste oziroma po teh italijanskih Alpah 340 kilometrska dirka. Višince sem pozabil, koliko višincev je to? Zdaj mislim, da je 27, malo to, nek so imeli oni 5 let nazaj ali še več 7-8 let nazaj so si izbrali tisto razdaljo, so vpisali višince, pol kasneje smo pa, ko se ta proga ponavlja, pa pač takrat niso dobro imeli še, v teh letih je tudi šla ta tehnologija veliko naprej, takrat tudi ni bilo še toliko teh ur, itak, kjera ura pa zdrži 100 ur, da boš imel točen GPS vnešen, ne? In zdaj so kar nekako popravili z 200 na 240 višince, pa tudi mislim, da na 27 ali še več, da je izračun na tej dirki. No in ti si na tej dirki porabil, kaj pa vem, 5 dni, še nekaj manj in si rekel, da bi šel tja še popraviti ta čas, da nekaj nisi bil zadovoljen. Jaz sem praktično 270 kilometrov nekako dosti solidno šel, glede na to, nisem imel neke samozavesti, ker jaz sem tam neke treninge po 450-500 kilometrov na mesec in še to največ po Dolenjskem, nekaj po Alpah, po hribih, da sem vedel, da ni mi pač zneslo, prijavljen sem bil to že februarja in ni zneslo za dosti trenirati, sem kaj češ, na tekmo sem šel, ne, sem rekel, sem toliko pripravljen, grem pač toliko počasnej. Imel sem nek cilj v glavi pod 100 ur, se pravi, oziroma še bolj pod 4 dni, 96 ur. Vse mi je nekako dobro se je šlo, sem pa sem probleme z žulji, nisem več mogel teči, v bistvu sam na eni nogi, nekaj se vmes, na tako dolgi tekmi je čas, ne, najprej dobiš žulj, pa se ti predre, pol čez naslednjih 8, 12, 24 ur se ti še zagnoji, ne vem, če bi tekel še en teden, bi se že pozdravil, ne, kaj bi bilo, ne, ampak je čisto nekaj drugega na taki tekmi, ne. In ko se mi je to zagnojil, spet pomanjkanje izkušenj, dobra medicinska oskrba, sam jaz tam, ko sem prišel k zdravniku, namesto da bi vztrajal, da mi to vse razkopljajo, pa na nov sterilno zavijajo, mi je sam še neko bandažno tršo povoj dal in noga je čedalje bolj bolela, šepal sem doline, nisem več mogel laufati, praktično hrib sem šel v redu, teka ni bilo, pa se je zaradi tega še izčrpanost in na enemu 270 km sem res čist že zahodil, se začel vleči, tam sem pa ugotovil, za ta zadnjih 50 km, sem rekel, evo, konc tekme, zdaj pa sam še do cilja pridem, vzel sem si pauzo, tudi vremenska napoved, da točno tih 8 ur naj bi dež padal, jaz sem si vzel 8 ur pauze, skoraj 9 ur, in od tam naprej 50 km od cilja, praktično na novo zlaufal, celo sem gledal odsek, sem imel, mislim, da drugi ali tretji čas zadnjega odseka. Bil je nek nov motiv glave, na nov vse spočit sem bil, čutil sem energijo, se pravi, rabil sem, da se pač tisti zaostanek, ki se mi je nakopal, ne, v pomanjkanju spanca, pomanjkanju energije, v pomanjkanju vsega, ne, izpraznjenost, čeprav spal sem pa samo 3 ure od tistih, praktično sem v teh 4, skoraj 5 dneh, samo 8 ur seštevku spal. Ampak več pač nisem mogel, to pač adrenalin dela, vse drugo je takrat. Tako da videl sem, da se da, pač to je bila neka, nisem usrečen na tej tekmi, pa videl sem, da bi lahko šel pod 100 ur, se pravi, če bi bil pripravljen, tako kot bi rad, bi lahko šel pod 80 ur. Ne. To mi je nek motiv za naprej.
So take nezemeljske številke. Jaz poznam nekaj fantov, ki so se podali na Tour de Jean, pa za to rabili tudi 6 dni in več, govorili tudi o halucinacijah, o neskončnih kilometrih hribom za hribom in tako naprej, pa o hrani, ki jo moraš tlačiti vase. Ti zelo suvereno v tem razlagaš, zelo tekoče. Si pač izkušen v tem, da ti ni, recimo, če ti nekdo reče, en teden bo trajala dirka, si rečeš, ni problema, treba zrihtati hrano, vemo, opremo, vremo, kasa. To, trening pripravljen biti pa ni, pa pač iti tak tempo, ki ti je primeren, ko si ga sposoben iti, ne. Recimo, ti fantje, ki smo skupaj tekli tudi na Toru, ko so se borili na koncu za te limite, 6-7 dni, praktično 36 ur so bili še pred mano. Smo se še srečevali, ne. S tem, da jaz sem šel tukaj z veliko rezervo, oni so pa že takrat, se mi zdi, naleteli na tisto, na probleme, da je bilo že, da so bili že utrujeni, ne. In pol enkrat prideš v tisti primež tistih limitov, ne, ko pa res ne smeš več počivati, moraš iti, ne, in si skozi predpočasen, zato ker si preutrujen. Na okrečevalnici nimaš časa spočiti se, ker loviš naslednji limit. In ko se enkrat v tem noter, pol je res trpljenje. Kakšen procent tekačev pa na taki preizkušnji sploh pride do cilja? No, ne vem, jaz vem, da na Špartatlonu, recimo kot najzahtevnejši cestni ultraški dirki, jih pride dobra tretjina, koliko jih pa pride na Tour de Jean? Jaz mislim, da tudi tukaj, zdaj pa spet odvisno od vremena. Tukaj je vreme tudi kar velik faktor. Če je lepo vreme, je veliko lažje za vse. Tukaj pa pol se dostikrat gre čez 3000 metrov, kar je že kar tam sredi septembra, je za pričakovati sneg gor, kar je nekaj prelazov je takih. In vmes dež, blad, vse popoldanske nevihte, vsi ti faktorji vplivajo pol na to, kakšen bo osip, ko bo na koncu jih prišlo do cilja. No, zdaj, omenil si 3000, ja, pa to je že nadmorska višina, za katero rabiš biti že malo pripravljen, ampak ko sem zadnjo gledal dol na Dolenjskem, pa okrog Šentida v resnični ni takih hribov, ja, so pa grički. Kako se pripraviš? Mislim, ti si rekel, veliko dol treniraš, ali hodiš še kam na priprave, ali kako se bolj na tako stvar pripraviš, ker veš, da boš tudi, da bo tudi kisika manj, da bojo temperature čudne, da bojo tereni zajebani. Ja, kar se kisika tiče, jaz že še 10 let uporabljam, imam svoj višinski šotor in to je nek del mojih priprav, odvisno, koliko imam tekem, pa kdaj to si predvidim, planiram za kjer obdobje. To mislim, da se kar dosti da organizem pripraviti. Je pa treba iti v hribe, vsekakor, ker pri meni je to zanimivo. Jaz grem trening od doma, imam 350 višinskih metrov do vrha tega najvišjega mojega hriba. Meni je, ko štartam, no, praktično sem neogret, ampak meni je vroče, ko štartam polet in prijem na vrh, mi je še zmeraj vroče. Ponavljam to gor dol, recimo karkoli tečem. Grem za trening, slučajno sem nek na Gorenjskem, grem na Krvavec laufat. V Cerkljah mi je vroče. Pridem tam nekje gor skoraj že do smučišč, glih prav je, glih luštno je. Grem naprej, neka megla, nekaj tist, na zvohu me že zebe za umr, ne. In to sred poletja. Tega jaz nimam doma, ne. Jaz tako, ko je, ali je isto, ne. In mi manjka takih treningov, manjka mi prav tistega opreme, sabo nosim, saj vem, kam imam, ampak a se mi da sploh tam na sred smučišča anorovanje imati, a se mi da to, ne, a kapo dam gor, ali ne. V glavnem, je drugače laufati pri nas doma, pa v hribih. Ampak očitno, kaj bi še le bilo, no, če bi Toni Wenzel živel na Gorenjskem, in bi imel te hribe na Dohvat ruke, bi rekel, pol bi pa
trgov, pa dobival vse te dirke, ki so tam zunaj zdaj na razpolago. Vedno mi manjka ena tista, ko vidim ultramaratonci so skozi ali na snegu ali na turnih smučeh, meni manjka ta baza zimske, jaz moram res vzeti čas pa narediti te treninge doma. Prustan ne maram kakšnih strmih, kakšne plezarije hude, vsej grem, kamor je treba, sam nerad pa grem nekaj izzivati v sneg, ne vem, da bi delal neke zimske vzpone na Triglav, če šel bi že naredil en hiter trening do Krederce pa nazaj, ne, ker imam nekaj od tega kot trening. Tista plezarija pa naprej pa potegne za sabo en kup potrpljenja, opreme, čas si moraš vzeti, pa kljub temu, da znaš, pa da je še vse nek procent nevarnosti, se pravi, če si 100-krat na Triglavu, pa le kaj če enkrat nekaj vnese po zimi. Tako da jaz se kar izogibam takih ekstremnih stvari. Rajši sem nekje tam, ko se da normalen trening še narediti, odlaufati. Če so že pri nevarnosti, ja, ne vem, je bilo lani, predlani je na UTMB-ju umrl eden od tekačev, je nekje zdrsnilo, tako da se tudi na dirki to zna primeriti. Na UTMB-ju si bil, kaj ne, če se ne motim? 5-krat, ja. 5-krat. Zdaj, kar se tiče te nevarnosti, na vseh teh tekmah je ta nevarnost, pa spet, ko sem že rekel, nek verjetnostni račun, nažalost je tukaj tudi, če je 1000 tekačev, pa da se eden spotakne, sigurno se bomo kolenamo potolčena. Kaj, če se spotakne malo bolj neugodno, pa da pade, malo zdrsne? Kaj pa, če pade ravno tam, ki je pa prepad, pa ima zraven zajlo, lahko se drži. To imamo na vseh tekmah, celo mogoče v tujini je več tega kot pri nas. Tudi Tour de Jan je zelo prepaden, zelo tak, prav na teh višinah 2500, 3000, doskrat greš ob zajli, ob verigi, pa tudi ni ljudi nikjer blizu videti. Tako da to nažalost se dogaja, take nesreče, hujše. Zdaj, če hočemo, da tega ne bomo, pa če si v Ljubljani laufali maraton, pa v Radencih, nažalost. No, zato, ja, včasih je že izgledalo tako, ja, da smo vsi v Radencih po Ljubljani, ampak zdaj pa, kot vidiš, se je ta trend obrnil, ko pa ti gledaš na to, da, bom rekel, tekači tudi rekreativni, zdaj množično rinejo hribe na trejle, tam se jih tre, na cesti jih je skozi manj, je vse to, kar so že povedala, tudi ta odklop, pa narava, pa razgibanost, pa zanimivost vsega skupaj, ali dejansko, ne vem, ljudje vlečejo ljudi in tako naprej. Pa, mislim, da že sami ljudje, ko vidijo enkrat, da je tudi, mislim, da se da tudi po hribih teč, pa hoja je tudi dosti hoje, ne bomo zdaj rekli, glih tek, tako vsak misli, sam tečeš, ne vem, kakšne strme klance, da je to čist nekaj normalnega, sam mogoče, problem je ravno to, ko mogoče kdo prekorači svojo opremo, pa svoje znanje, da le gre na kakšno prezahtevno stvar, drugače pa vse zato so stezice, da tečemo, pa da uživamo, po naravi, pa vse povsod. To je pa še najmanj sporno, kar je, ne vem, če preganjajo kolesarje, če preganjajo motoriste iz narave, pa menda tekačev pa ne bodo. No, na večjih tekmah, recimo tujini, se že dogaja, da je prijav več, kot je prostih mest, ravno zaradi tega, ker stezice, kot ti omeniš, stezičenje ne prenese več, ne vem, več tisoč ljudi naenkrat. Se zna tudi v Sloveniji to slej ko prej zgoditi? Ja, nek limit pa mora biti, ravno zaradi, gre se tudi zaradi teh dolge, to so tekme, ki so ponavadi res daljše časovno, cel dan, celo noč, zaradi varnosti, zaradi vsega, se izkaže, da več kot več ne more biti. Pa ne bo tudi, mogoče tudi z okoljevarstvenega vidika se ne da speljati, ljudje na okrepčevalnicah rabijo več prostora, več časa se zadrži se pol ure na okrepčevalnici, se pravi, če je to 1000 ljudi na tekmi, se jih lahko nabere 300 na eni okrepčevalnici. Vse to potegne za sabo to. In so pa tudi te tekme toliko popularne, zato določene svetovne, se niso vse, se je 10 tekem isti vikend, ko pa nima niti 100 udeležencev, ampak je to neke vrste turizem postal, se pravi,
pač si zastaviš za cilj, enkrat bi pa rad šel na to tekmo, recimo, ne, in zato pač jih že toliko čaka v vrsti za določene, ne, te tekme mednarodne, mislim, znane. Ja, dejansko je zadeva tako popularna, ja, da čestitam vsem organizatorjem, ki se tega lotevajo. Vem, da so to hujši zalogaji, kad zadeve delati na cesti, pa vsem, ja, ker slej ko prej pride tudi skrbi, kam s vsemi temi ljudmi, v hribih pa kar si že omenil, z vsemi tveganji, ki potem nastopijo, no so le v Visokogorju malo drugačna, kot na cesti v Ljubljani. Ampak, če so že pri teku, no, v Sloveniji smo bili na cestnem teku pred Hrvati, še zmeraj smo, ampak kar se trailov tiče, po vsega skupaj so pa oni pred nami, razvita je ta trail scena na Hrvaškem že nekaj časa zelo. Ti si dal tudi teh hrvaških trailov, menil si prej Dalmacijo, vem, da si bil v Istri veliko pa v Valamarju na otokih in tako naprej. Ne? Kako pa, kakšne so bile pa tam izkušnje, no? Hrvaški tereni pa hrvaška tekaška scena? Jaz mislim, da Hrvatje so bolj sproščeni, kar se tega tiče. Te tekme vzamejo veliko bolj, se pravi, kot neko druženje. Sploh zanimiv, ta trail se je bolj začela z orientacijskimi, zelo orientacijskimi, se pravi, neoznačene proge, čist neoznačene, s kontrolnim točkam, to je bolj kot trekking, pa nas je bila podobna trekking liga, s tem, da je bilo tam neprimerno bolj masovno, kraji zanimivi, tudi recimo Istra, ki je Primorska, ki je za nas pomlad zanimiva, pozno v jesen določeni, pa tudi, kot si prej rekel, kar se ceste tiče, ne, tudi oni niso toliko za nami, mogoče celo več tekem, ker imajo tekme vse povsod, nimajo največjih, tako je pri nas Ljubljanski maraton, ampak imajo pa veliko srednje velikih, ne, tako da, če bi se štel vse tekače na tekmah, mogoče jih je na Hrvaškem celo več kot v Sloveniji. Ja, imaš prav, jaz dobivam nabiralnik vsak teden, rekel, vabila na tekme, kjer nisem še slišal prvič izvedba, druga izvedba in tako naprej. Lani sem recimo na Jarunu, eni tekmi manjšega kalibra, super stvar, super zrihtana, imaš prav, ja. Zelo zagnani organizatorji so in tudi tu naslovijo, znajo nas tudi prehiteti. Omenjala so tvoje nastope, tvoje zmage, tekaške, ultratekaške, hribovske. Imaš kakšno zmago ali pa dosežek, ki ti je posebej ljub, pa se ga zmeraj rad spomniš, ko te to vprašajo? Ja, zdaj, moje sigurno najboljši je gorski maraton svetovno prvenstvo 2005, ko sem bil drugi na svetovnem prvenstvu. To je bila sicer 42 km dolga tekma, klasična gor-dol. Sigurno me najljubša, pa zmeraj se spomnim, kako sem takrat treniral, pa zakaj nisem takrat še bolj. Manjkale so mi neke izkušnje, nisem bil nek vzoren tekač takrat, eno, drugo, se pravi, za vikende ponovadi DJ, treningi so bili čisto tako, po občutku, ni bilo tizga, vedel sem, da mi to odgovarja in zdaj manjkalo mi je 37 sekund do prvega mesta. Zakaj? Vse pol kasneje, ko sem hotel pa malo bolj trenirati, so pa neke poškodbe zmeri vmes in nekako nisem prišel več toliko visok, toliko hiter nisem bil, hitrost je bila problem. Pri ultrah, ko si pa le pol počasnejši, sem pa videl ta motiv in sem pa to lahko nekako naprej nadgrajeval. Pa ta 100 milj, sigurno, ko se že omenil, iz Dalmacija, mi je nekako bil en tak cilj, kdaj bom že enkrat eno 100 milj odlaufal, pa zmagal, pa da se mi bo išla tako treba. Toni, tvoj citat, če treniraš premalo, ne prideš na cilj, če treniraš preveč, ne prideš niti na štart, je zelo zanimiv. Ali to si ga iz svojih izkušenj potegnil, ja? Slišal sem ga nekje, že dolg nazaj, ni to moj, ampak je pa kar drži. Pri meni in tudi kar pri večini vseh, ki se malo bolj resno ukvarjajo s treningom, je tako.
A si imel kakšne resne poškodbe, ki so te za dalj časa recimo ustavile na mestu, pa nisi mogel trenirati? Ja, sem ravno takrat, ko sem po tem svetovnem prvenstvu naslednje leto, sem rekel, oziroma pa še boljši in je bila čisto ena taka brezvezna poškodba, nekaj sem iz pol počepa naredil neko rotacijo pri zategovanju neke vrvi na jadrnici, se pravi, nekaj zapeklo v koleno in takrat mi je tisto svetovno prvenstvo, nisem dobro odlaufal, pa potem se je poškodba še toliko, da sem praktično pol leta kolen, rekel, ni bilo nič boljš, nobene spremembe. Če bo to polet, se pravi, šele spomlad sem praktično z nule začel, pa se je kar pol nekako pomiril. Pa sem pa v tisti želji svoji čim prej nazaj noter prideti. Imel kar 2 leti, ko sem najbolj treniral, tisti 14 dni pred tekmo, še zadnji trening, res tisti hiter, že kar forma, že vse, pa je ena mišica zapekla, je bilo mačkam preveč, pa je bilo spet 3 tedne, pa spet na novo en mesec v formo, pa spet in to sem kar eno obdobje, 2-3 leta, kar se nisem pobral iz tega. No, ampak kljub vsemu, te poškodbe so najbrž sestavni del, če treniraš na takem nivoju, kot vendar leti. Saj še rekreativci smo vsi slej ko prej poškodovani, kaj ne bi bili še mogoče boljši tekmovalci ali pa celo profesionalci. Največ, ko sem več tekel, pa več imel neke baze, boljše je bilo. Tudi zdaj, recimo, ko pa zadnje 3 leta ne uspem nekaj sestaviti, vsakič, ko začnem, pa že naredim en mesec 200 kilometrov, pa naslednji mesec že mogoče 300. Ampak vse neki pol boli, ni isto, ni tistega ritma, zdaj eni pravijo, ajde, s starostjo to pride, ampak jaz mislim, da prej, tudi če sem kdaj vmes imel kakšno pauzo, je bilo težko vrniti se, tako da tudi zdaj mislim, da mi manjka samo vztrajnost, pa neko spet nazaj utrditi se, pa da se da, seveda pa prilagoditi to, prehiter, preskakovati, iti po vrsti, No, dobro temo si načel, pa tukaj nadaljujejo. Pred kratkim si dopolnil okrog 50 let, to je kar taka življenjska, lepa, da se ozreš nazaj, recimo ti si 40 letja na sceni. Kako bi zdaj primerjal, katero desetletje tvojega tekaškega udejstvovanja je bilo zate, recimo, da zdaj najboljše, začetek tako? Glih te moji rezultati kot gorsko-tekaški so prišli najbolj do izraza, se pravi tam od starosti 33 pa naprej. Zdaj tam do 45-46 leta, ta zadnjo sem pa najbolj utraško, najbolj nekako seveda vmes sem tudi tele etapne, puščavske maratone, ki so mogoče malo drugače kot ultra, ker tam je le treba bolj hiter biti na etapnih. Se pravi, to obdobje nekje sem imel starost 33 do 46-47 leta, recimo, s tem, da sem imel ambicije, da bi to tudi naprej, se je pa malo tole zdaj s to korono, pa je tudi to nekaj vpliva, sigurno nekaj tekem pa čas, pa končno nekaj, to, kar sem rekel, posel, da sem mogel posvetiti, da ta posel nekako speljem, da bom spet lahko nazaj imel čas trenirati. Pa čistko, jaz sem, sam pri sebi, jaz sem tudi laufal pri 20, pa 30, pa pri 40, zdaj opažam še vsem po 40 letu, da mogoče pa se da še odlaufati kakšno reč, ampak ta regeneracija se mi zdi se pa kar malo podaljšala, vse me boli precej dalj časa, ki me je v mladih letih. Kako pa ti to zaznavaš, je mogoče res ta del tisti, na katerega je treba posvetiti več, pa moče več nekih masaž, pa več nekih, rekel, paziti na prehrano, pa tako naprej. Sigurno je neki sestavni del tega, pač jaz imam eno drugačno teorijo, Okay. Jaz recimo nikoli nisem bil vzoren tekač, ni bilo nekih razteznih tekač, ni bilo nekih hudih regeneracijskih napitkov, ta prave prehrane, ne vem nečesa, in zmeraj je bilo pač preveč dela zraven vsega, premalo časa za treninge in jaz pač tako razmišljam, res sem 50 let star, ampak če jaz zdaj teoretično začnem danes trenirati, pol leta neka baza, lepo, da sem brez poškodb,
Takrat pa rečem, evo, zdaj sem pa dosegel nek nivo, zdaj sem primer sposoben, ne bom rekel, pa če rečem maraton, sposoben, v pol leta bi verjetno prišel tam do 2,50, ne? Bi pa rekel, zdaj bom pa začel na masaže hoditi, 2-krat na dan trenirati, vrhunska prehrana, shujšal 5 kil ali pa 10, vse bom top naredil in pa če ne bom prišel na 2,40 ali pa 2,30, pa toliko rezerve, mislim, da imam v življenju še toliko rezerve, kar še nisem naredil. Ne? Evo, no, sej, če so začela najem pogovor prej v planih, evo, zdaj le si že mrskej vmes med vrsticami ali pa direkt povedal, ne, kam te še vleče. Tako da, evo, no lepo, to mi všeč. Ja, všeč mi je, da so tudi do tega prišla, ampak prej še to tezo razvijava naprej, nujno te moram pobarati o eni stvari oziroma v celini, ki ti je očitno zelo všeč. Afrika, tudi potem si znan, moče še celo zadnja leta najbolj znan, si zelo, rekel, najboljši slovenski tekač po disciplinah. Maraton des Sables si, mislim, da 4-krat ali 5-krat napadel. V Maroku 5-krat, bil si v Mauretaniji, v Kamerunu. Kako si se pa ozrl dol na jug in se potem tja v ta puščavski pesek zaril? Evo, tako. Zmeraj sem se neke izzive, take težke tekme, iz tega izhajam. Ne? Jaz nisem nikoli bil zadosti hiter, ne? Pa tudi prej, ko sem omenil to čas, kako bi ga dosegel. Nisem mislil maraton, jaz sem to samo primerjavo dal, maraton nimam ambicij, ne? 2,30, ampak samo primerjavo, če sem jaz sposoben eno tekmo iti takrat 5 ur ali pa 10, zakaj ne bi pol z vsem maksimalnim treningom šel 1 uro boljše, no? To sem hotel pač prej reči. Drugače, kar se pa tega tiče, iskal sem maraton des Sables, zanimiv etapni tek, poleg tega, da je težek teren, moraš še hrano nositi s sabo v ruzaku. Ne? In tukaj sem spet jaz mogoče ena prednost, ker nisem tako hiter, znam biti pa močnejši mogoče z ruzakom, pa bolj spet vztrajnost pride bolj do izraza, pa spet neka taktične. Zanimiv je ta tek, ker ni samo tisto superge, gor, pa greš teč. Tle imaš en kup stvari za razmišljati, en mesec lahko sam razmišljaš, kaj boš v ruzak dal, kako boš to opremo uporabil, kakšno hrano boš mu, kakšno boš to. In na koncu spet nekako iz prejšnjih maratonov te izkušnje sem zelo dobro prenašal na to, taktično dobro odlaufal in sem bil zmeri med najboljšimi Evropejci. Mene fascinira, ne samo, da je dirka, ki traja 5 dni, teden, spiš pod milim dnevom oziroma pod šotori, s sabo moraš ves čas tovoriti pač vso svojo opremo, cune, pa hrano, Bog pomagi. Zdaj pa si ne predstavljam že ruzaka, že ti Camelback mi včasih dela težave, pa to je kilca 2, da pa ti za cel teden hrane vlačeš s sabo in laufaš po 40 stopinjah po puščavi. Kako pa to spakiraš, kako pa to zminimiziraš? Izkušnja, ne? Tudi jaz sem v prvo leto 12 kil ruzak, pol je bil pa vsak let za kakšne pol kile manjši. Ne? Sem kaj vedel, kaj boljša oprema, bolj hrana, bolj taka, se pravi, gre se za suho hrano, ker edino vodo dobivaš tam od organizatorja, pa še to je pač strogo omejen, določeno naprej, po koliko plastenk, na koliko ur, pa kje dobiš. Ne? In tudi meni je bilo predtem, jaz sem bil tudi cestni tekač, tudi ko smo šli nekaj te že malo začeli po stezicah, že pasna torbica je bilo odveč, ne? Nismo bili navajeni nositi sabo. In preden sem šel prvič na tako tekmo v Mauretanijo, ki je tudi podobna tej des Sables, sem šel po en nahrbtnik, čisto enega sem tam kupil nekje v eni trgovini športni, in muka je bila teč s tistimi kilo, 2, 3 kile, največja muka, en mesec, ne vem. Pa sem pa začel malo dodajati namenoma, kar nekaj uteži noter in kar naenkrat je to, se človek navadi nahrbtnika in tudi pol, če je to 5 kil, 7 kil z lahkoto. Ben problem več. Jaz sem pol 10 kil, ker sem vedel, da bo tekma tam 12 kil ruzak, sem par treningov naredil tudi z 15 kilom. To se pač pozna, to pol tehnika teka je grda, sploh ni dobro trenirati vsak dan z ruzakom. Itak na treningih sem pol občasno ruzak, občasno brez, včas lažji, včas težji. In tudi na samem štartu ni bil ben problem, jaz sem bil utrjen, navajen sem bil za nahrbtnik. Pa tudi vsa konkurenca, smo vsi imeli iste nahrbtnike, kar pomeni, da namesto da bomo tekli
neko razdaljo 30 km in tam 3 ure, bomo tekli 4 ure, ne? Za vse je isto. Ne? Ampak zdaj si ne predstavljam si teč po vročem soncu, tleh sem že kdaj probal, ampak tam imaš pa pesek, pa veter, pa kaj je najtežji? No? Ali so temperature, ali je pesek v čevljih, ali je kakšne udrgnine, ali je dehidracija? Ali... Največ problem je pesek v čevljih, ker obenem imaš ga maše, moraš narediti take, da je res dobro tesnijo, ker nisem pesek, je tudi prah, ki pronica noter. Če imaš preveč zatesnene, ne dihajo zadost, potem se preveč znojiš noter, si preveč moker v čevljih, pa vseeno pride stik s peskom in pa se to žulji. Prvi dan je to v redu, pol drug dan se ti to že malo zagnoji, tretji dan še bolj, ne, in pol imaš na koncu. To je največji problem. Vse ostalo je pa samo... Če si neko razdaljo, če je, spet sem rekel, če je 3 ure predviden čas, če bo vroče sonce tisti dan, ne, in da bo 40 stopinj, res je, da je tam tudi suh zrak, se veliko lažje prenaša to temperaturo, pač že v štartu veš, da namesto 3 ure boš šel toliko počasneje, da šel 3 ure pa pol. To pomeni vročina, je podobna, kot če bi rekel, imaš za premagati 1000 višincev, ok, če je vroče, za primerjavo imaš pa kao danes 1500. Se pravi, je bolj naporno, ne? Greš pač toliko počasneje, da zmoreš to. Kaj pa potem delaš svoj preostali čas, tečeš manjši del dneva, vendarle ti si hitrejši tekač, kaj pa ostali čas delaš? Spravljaš pesek iz čevljev? Ja, zanimivo, prvič, ko sem šel v Mauretanijo, še z mano en kolega, tudi snemalc, tudi si je bil zelo ambiciozen, kako bo on to snemal nas, ne, ker je bil organizator povabil, kako bo on to, mi bomo tekli 4 ure, pa bo on šel še tja, še to bo posnel, še ono stvar. Ja, kako, kaj, a ne bo? Ma ne, sem rekel, kaj bomo delali? Sem rekel, ležali bomo k hlodi. In to besedno, tako je, ne. Ko priješ na cilj, se uležeš, pa počivaš. Počivaš do štarta in slednje etape. Do štarta greš, pol pa spet na taki veliki tekmi, kot je Marathon des Sables, čez 1000 udeležencev. So tam šotori, dobiš svoje šotor, ki je številčen, si vsak noč v Istmu, 8 nas je noter, v Istmu šotoru, pa greš tja, rabiš neko medicinsko pomoč, neke žulje previt, greš tja, čakaš v vrsti pol ure. Pol se spomniš, bi mail domov poslal, spet čakaš pol ure tam v vrsti. Se pravi, čim manj takih stvari, kamorkoli greš, samo čakaš. Ne? Vodo delijo ob tisti uri. Ne, počakam raje spet 15 minut, ko bodo vsi iz kolone, greš sam tja, lepo, ko že ni več vrste iskati. Vse ostalo pa ležati, pa počivati. Se pravi, enkrat si bil 4, vem tam, rekel si večkrat med 10-terico, zelo nobene protekcije ni smel kot nek elitni tekač na tej dirki, no, saj mogoče pa drugič. Tam so bili drugi elitni tekači. Celo veliko je bilo takih znanih državnih prvakov, španskih na 100 km, raznih svetovnih teh ultrašev. Jaz celo nisem sodil med njih, ne, med te. Razen zase so pa tudi domačini, ker jih je nekaj dobrih Maročanov, ki pa imajo malo prednosti, le tisto njihovo domače okolje je prednost. Ne. So le izpuščave vice, način teka je drugačen, nekako odriv imaš bolj, ne moreš toliko na prste odrivati, nekako bolj po petah se laufa v pesku. Ne. In prvič, spet, žal mi je bilo, ko sem prvič prišel, isto kot svetovno prvenstvo, zelo majhne razlike so bile, 45 minut sem bil v skupnem seštevku od 3. mesta, glede na to, da sem spet vedel, da tekel sem pa 400-500 km na mesec treninga. Praktično nič. In pravim, enkrat, ko mi jaz naredil 3-4 mesece zapored po 800 ali pa po 1000 km, pa mislim, da je dosti takih tekačev v Sloveniji, ki tečejo 800 ali pa 1000 km. Ko mi jaz enkrat to naredil, pa ko se mi bo vse šlo, evo, takrat bom pa dober. In takrat boš dober, in kam boš potem najprej se prijavil, recimo, ali pa zakaj boš treniral? Meni so izziv, se pravi, 100-milske tekme,
krajše niti ne toliko, mogoče kakšna 100-kilometrska, ker v zadnjih letih so se toliko časih, če gledam tudi rekorde posameznih prog, 100-kilometrski teki, to so že, ne vem, če bo včasih 12-13 ur zadost za zmago, na teh, rekel, no, zraven je tudi nekih 5000 višincev ali pa 6, ne, je danes to že skoraj pod 10 ur ali pa celo so že pod 10 ur prišli, ne, in to je toliko hitrosti potrebno, ne, vse je 100 milj počasneje, se boljš vidim na tem, ali pa kakšni celo daljši, recimo Tour de Jean še kdaj, pa enkrat bom pripravljen sigurno tudi SPP, ne, Marjanov rekord treba popraviti. Pa sem spet, prej sem te za Afrike hotel še vprašati, bil si v Mauretaniji si zmagal, v Kamerunu si zmagal, no tle na Des Sables si bil 4. Te morda vabijo po Afriko zdaj, ko si eden boljši? Ti organizatorji manjših tekem me kar dost vabijo, zato ker to je pa v bistvu neke vrste turizma zdaj postala, ne. Organizator najde neke lepe kraje, zdaj odvisno od kateri državi, koliko se upajo, kakšna je trenutna situacija, politična in taka, ne. In tudi ta izkušnja s temi manjšimi maratoni je veliko boljša, ker na maratonu Des Sables je to dobesedna industrija. Tam je vse pošlihtan, toliko pa toliko ljudi, spremljevalna ekipa 450 ljudi, ne vem, vse to. Tukaj na teh manjših je pa, ne vem, sicer trudijo se čim več tekačev, ampak na koncu se zgodi, da je tudi samo 30-40 ali pa še celo manj udeležencev. Vse je bolj poskrbljen, tudi okolje, narava je veliko lepša, na neke lepše kraje nas peljejo, iščejo take, ker s tem si tudi pridobijo za naprej tekmovalce, ne. In lepo je teči v takih tekmah, konkurenca je ponavadi manjša, želijo si pa organizatorji zmeraj imeti kakšnega dobrega iz te špice, se pravi elite, da pol s tem si tudi malo pridobijo ugled tekme. Je kaj zoprn biti se v teh novistih cunah, ali ti to ne predstavlja kakšne težave? Ni ben problem. Tako je, evo, to bom ženi zavrtel, bom rekel, ker mi zmer teži, ja, da bi se lahko, ne, hecam se. Ali te, recimo, te večdnevne preizkušnje, pa te ultrateki morda naredijo kot tudi človeka, rekel, bolj potrpežljivega, tolerantnega do ostalih stvari v življenju, ali tudi pač kdaj izgubiš živce, pa si v običajnem življenju, pa čisto običajen? Sigurno je to čisto nova izkušnja, spet neko novo, nov način razmišljanja, kaj pa s vem zdaj, da bi zaradi tega bil v življenju, ki bolj miren, ne vem, ne, na drugih koncih. To je pač nek del, to so pač same tekme, način življenja, ne, te tekme. Tudi pol, to je nek korak naprej, ko enkrat greš take tekme, ultra enodnevne, pa so to etapne, pol je to spet, to si pač vzameš kot nek dopust, takrat veš, vse moraš prej narediti, to sem že na začetku omenil, in ko priješ enkrat tja, ko si na letališču, evo, to je to, zdaj sem pa brez skrbi, ne, zdaj pa vse narejen, zdaj pa sam še odlaufati. No, če nekaj potrpežljivosti pa vzdržljivosti ti že dal tek tudi za običajno življenje, ti pa dal še nekaj, recimo, ženo si spoznal na teku, ne? In to na teku, ki si ga sam organiziral. Ja. Daj malo povej, to je bila večdnevna dirka dol, ultra dirka, tektonik, ultra trail, zimski, nekaj tazga. Kako si se to spomnil in kako je pa vse se skupaj razpletel? Toliko let nazaj, se pravi, to je bilo 2013 je bilo to, ja, prvič. Imel sem vse pogoje v tam našem športnem društvu, v nekako taki prostori, fitness, malo bolj odprt, plezalna stena, take stvari, možnost kakšnih takih dogodkov. In sem rekel, zakaj ne bi naredil, pa še takih dogodkov sploh še ni bilo, nek tek. In prvo leto sem celo potrudil se to narediti kot, naj bi bilo to kot tekmovalno, naj bi se časi merili, to je bilo pol tako se je skazalo, da ni nekih dost prijav, pa tega smo že kar takrat pol to malo bolj tako vzeli, da je bilo to malo bolj rekreativni vidik, ne. Tudi kasneje, izbral sem si pa datum, ne, ki se upada z mojim rojstnim dnevom,
in to je bilo tudi nekako, smo držali to tradicijo, to je začetek januarja, ko tudi ni nekih drugih prireditev, sicer kasneje so se pa pol že tudi dve pojavljali, tale Knap Trail, pa pol tale Corso de Labora je tudi ratala tradicionalna kasneje, tako da tudi ta termin ni več tako osamljen moj, ne. Tako da to je nekaj novega, v Sloveniji bilo to edini etapni, mislim, da še zmeraj edini, razen to, ko so organizirali, kar je imel Iztok Boltes organiziran Trans Slovenije, je bila nekaj tacga, ja. Drugače drugih pa kar ni, ne, saj težko je tako stvar organizirati, ni za pričakovati velike udeležbe, težko je pričakovati, da bodo kar zdaj tujci neki prišli, pa če ni to res tekma z nekim odmevnim, ne vem, da je to, ne vem, primer res super pokrajina, pa nas na Dolenjskem ni neki zdaj izpostavil, da je pa to ni puščave, ni hribov, ni nič tacga ekstremnega, ne, pač tek kot druženje. Edin cviček lahko bi skakal čez Sode v cvička, kaj tacga, ja, recimo, ja. Kaj cviček, če imamo pivo. Evo, samo pri pivu. Kje pa si prišel na idejo, da boš varil svoje pivo, evo? Ja, s Katko sva kar oba nekako ljubitelja piva. Zdaj, pojavila se je takrat 2014, en aprilka, da je znanc prodajal en sistem za pivo, tak domač, že kar malo bolj zahteven, ne čisto osnoven, in to sva rekla, evo, dajmo probati, in tako je to uspel, in zakaj pa ne. In to je začel preraščati, pol, če dalje bolj resno, in evo, zdaj smo tukaj. Od septembra je že lastna proizvodnja postavljena, vse tako mora biti, v najemu so prostori, ki so res vrhunski, včasih bila tam predelava mesa, in je to res vse tako, kot mora biti, idealno za pivovarno, glavnem. Ja, med ljubitelji kraft piva je Stezičar, kot ste ga poimenovali, kar popularna pijača. Koliko tega pa zvariš, ne vem, na teden, na mesec? To so zdaj še zelo majhne, serije 250 litrov, zdaj v eni seriji da se več serij na mesec, ne, tako da sem zaenkrat še med manjšimi, seveda zdaj si je treba še utrti to pot, šele zdaj sem to začel med gostinci, tudi na prireditvah, tudi že točeno pivo sem uspel narediti, tako da tudi za kakšne prireditve tekaške, ali pa predvsem tekaške rečem, no, ker le nekako smo ime Stezičar, tudi ostala imena piva nekako pašejo, sem Čelkar je pač ponoči s Čelko laufamo, Peleli ima ime Višinc, tudi pač zmeri manjka Višincov, ne. Včasih ni bil to sam, včasih smo tekli res Ljubljana ali pa še prej Radence, tam ni bil pomemben samo čas, ne. Zdaj pa vsak Jakog Višincov naredil, ne, to so čisto drugi časi zdaj, ne. Pol ime Ingver Ginger, Ginger sem pa dodal Joe Ginger, ne, pa spet izpeljanka. Manjka še nekaj imen, ampak saj imamo čas razmišljati, ko tečemo takole ure in ure, pa malo kombiniraš, pa najdeš taka imena za pivo. Se pravi, po teku zmer paše en Stezičar, si ga sam tudi prvoščeš, ja? Ja. Ja, mislim. Pa ne sam po teku, tudi še ne tečem. Mislim, je umetnost varjenja piva, moraš imeti malo ljubezni do tega, kakšno znanje, ali je pač se to da zelo enostavno priučiti, da moraš imeti kakšen poseben feeling, da zelo enostavno se je to naučiti, ampak tako kot pri teku vztrajnost. Vztrajnost, ker ne pomeni, da si se vse naučil, ker se učiš, skozi se učiš, zelo občutljiva stvar. Dostkrat je kakšna napaka bila, dostkrat je bil kakšen slab za nič pir, dostkrat je treba kaj stran zliti, ampak ta vztrajnost, da veš, da se da narediti, pogoj je pa spet tehnologija, zdaj kakor imaš, če imaš zelo enostavno, je večja verjetnost, da bo kaj, predvsem temperature so tiste, enkrat vre, enkrat 70 stopinj, enkrat tok, fermentacija pri 18 stopinjah, vse to pol, glavnem boljše, ko imaš pogoje, lažje je to, ne? To delati. No, jaz sem dobil par steklenic Udar od Roka Rjavca s Hoke, no, s tvojega Stezičarja, in sem ga zelo filigransko popil. Res mi je bil všeč, no, tako da bom naročil še kakšen zabojček, kot ljubitelj piva, ponavadi lagerja, ne, bom mogoče zdaj na krafte prešaltov. Ja, rabimo, jaz tudi sem bil na začetku samo lager,
pol sem se pa nekako navadil malo okuse razločevati. Tudi te, ki so bolj IPE ali pa peleli, zelo močni okusi, ne vem, enega tamalga, pa se je že ustavil počasi, preveč je bilo v želodcu tega okusa. Sam se pa pol navadiš, vsaka stvar, tako smo se, recimo, ker je za Angleže to čisto nekaj navadnega, da pijejo tiste težke, močne pire, ne. Človek se pač navadi. Se zdaj spomnim, toliko zase si ga zmer prehraniš, toliko, da ti vsega ne pokupijo, da ga imaš zmer pri roki najbrž. Zmanjkuje še zmeri. Zmeri je težko zagotoviti. Počasi, se pravi, zdaj sem še v neki fazi, ko to treba še, pač to je treba vse, ne? Ni sam proizvodna, odzad stoji še vse pol, skladiščenje, trgovina, prodaja, vse treba speljati, ne? Ni tako enostavno. Se pravi, kombiniraš ta biznis tudi še s svojim fitness centrom, ker si tudi, ne vem, inštruktor in tako naprej. Ja, to moram pa reči, pa zelo slabo bilo ravno zaradi korone, zdajle praktično je bilo to kar malo v mirovanju. Že tako je majhen obseg teh vad, pa še prilagajati se. Dosti ljudi je nehalo hoditi v tem času, pa vidim, da ne samo pri meni, tudi drugod. In bomo rabili nekaj let, da se ta fitness, da se to nazaj spostavi spet. No, mislim, če si človek vsestranskih talentov, no, kdaj si zadnjo pa muziko vrtel na kakšnem eventu? Ja, spet je bilo to te omejitve, tako da je bilo, da mislim, da je to bilo kar nekaj polet, da zdaj celo zimo ni bilo nič, ne, spet je bilo vse omejitve, spet se noben ni upal. Evo, celo moj rojsten dan, ko sem računal, da bo nekaj januarja, nič nisem naredil, ne. To bi mogel biti pa res tisti, ne vem, event in najmanj 50 km tekati, ko zdaj vsak rojsten dan, če je 50, je 50, če ne 50 km, 50 mil, ampak vse je šlo mimo, ne, zdaj, ne vem, zdaj, ko se je pa to sprostil, spet kar ni tiste volje za nazaj. Vidim, tisti, ki smo v tem času imeli praznovanja, redki so se odločili, da to zdaj prestavijo na ta čas, ne. Ja, no, sej, v bistvu, pogovarjal sem se z Maro Zupančičem lani, ravno njegov 50. rojstni dan, recimo pa Špelo Šavskim, tudi v času korone 50, ne, pa tako praviš, ja, vsi so pač, kar si takrat popraznoval, še tako v manjšem obsegu, potem tega ne delaš na veliko, no mogoče pa lej, mogoče pa polet boste pa skupno fešto naredili, pa bo to totalno razvrat. Hotel sem te še vprašati, kdo od vaju s Katko, no, spoznala ste se na teku, tekla ste skupaj, kdo je pa dal idejo, da se še poročita na teku? Ja, malo je to sovpadalo, no vem, jaz poznam tega Joškota Skoblerja že dolg časa in vedel sem, da je on pristojen za poroke, za take stvari, matičar, ampak nekaj to odzraven, ja. Tako. In se rekel, zakaj pa ne, evo, zakaj pa ne to, in tudi Katka je bila za to, sej dobro, da niso vedela, kaj naj vse čaka, ne, ker to je bilo, še najmanjši problem je bil odlaufati, ne. Ampak kaj pa, če ne bo šlo, ne, pol en kup stvari je bilo treba vse predvideti, ne sam tek, ne. Ampak, ko mi Katka takrat razlagala, v podcastu je šlo kar na knapno, že časovno, ste mogli to speljati pred polnočjo. To je bil največji problem, ja. Ampak na koncu je vendarle šlo. A si bil kaj vendarle nervozen mogoče, ne, da bi pa vse skupaj se lahko zakomplicirali? Pa sigurno je bila neka nervoza, ampak po drugi strani pa ne vem, sej, jaz sem v neke tiste rezerve, sem si mislil, pa sakaj, sej, če mi ne bo šlo na tekom po odstopu, sej, ne vem, nisem si zdaj zadal, da pa to mora biti, ne, čez vse, pač bo pač sem poroka drugi del, nečem že odstop, ampak evo, išlo se je vse tako, da če zdaj le razmišljam, ne, še enkrat tako stvar bi se bistveno bolj mogel pripravljati, pa bolj z rezervo je to vse te stvari, ne, pa kar če bo voče, ne pa ne. Dobre, ker sta prvič izpeljala perfektno, evo, nav treba ponavljati. Tudi Katka, evo, če boš to poslušala, evo, to ni zadovoljno. Bi morala en del, bi morala ponoviti. Fotografij nimava. In zdaj, kdo bo pomislil na vse to? Da boš vrhunsko opremamo, da boš dobro odlaufal, pol, da bo tam vse štimal. Ja pa, zdaj, aj se bodo slikali, ampak
morala bi dejansko imeti enega fotografa, da to res naredi tiste prave poročne slike, vmes še kakšno pa pol na konc, da se tam ne vem, vsi imajo neke fotografije, pa gredo tam na travnik, pa gredo po makovem polju, po ne vem kam. Midva so pa kaj, odlaufala sva, zmatrana sva bila, plesala do 4, pa sva šla pa spat, evo, tistih slik pa ni nikjer, ne. Se pravi, iz polja pa ni nikjer. Pravi, počnem, na 10. obletnico sem tam mogla zdaj zmeniti, se pražne obleč, pa cel krog narediti, pa pofotkati z makovimi polji vred, kar jih je vaški graf. Ja. Okay, ja. Evo, če Joško daš skodar to posluša, saj ve, kaj ga čaka. Mak mora naslediti zdaj nekje tam. Oba dva sta zagrizena ultraša, ti in Katka, je težko sklejevati moče vse te, bom rekel, tudi prostočasne dejavnosti pa treninge, a vam celo uspe kdaj skupaj iti kam odlaufati, zdaj pri 2 majhnih hčerah, verjamem, je to kar podvig? Ja, kot sem že tudi enkrat prej rekel, to je nek način življenja. Vse se vrti okoli tega, se pravi, tudi zdaj malo drugače, te leto, 2, ko tudi jaz nisem toliko tekmoval, pa toliko delamo. Drugače pa, če gremo nekam na potovanje, je to tako potovanje, ki je veliko teka vmes, so taki kraji, kjer se teče, dopusti so tudi na ta način preživimo. Zdaj, kar imamo pa, se pravi, Hani, dokler je bila majhna, nisva mogla oba, potem kasneje sva jo nesla v ruzaku, sem tekel z vozičkom, smo tekli skupaj, včasih je babi že pol zdaj lažje imela, ker je že toliko starejša. Pri Dori se pa zdaj spet malo ponovili, zdaj pol leta ne moramo niti, ali pa še več niti z vozičkom ne moreš, ne? Katka mora biti skozi blizu, tako da kvečem kakšno urco si kdaj odtrgava, da greva lahko skupaj malo poteči. Bo pa verjetno podobno, kot je bilo pri Hani, se pravi, začeli bomo z vozičkom teči, nosile bomo, pa zdaj že Hani gre s kolesom zraven, mi dva malo potečejo po kakšni ravnini, pač tako bo šlo naprej. No, vidim, da sta zelo organizirana, pa hkrati še zelo sproščen mi deluješ, Toni. Je to tvoja, bom rekel, filozofija življenjska, je to tvoj karakter, da deluješ zelo suvereno, pa kot človek, ki obvladuje situacijo, ali si se tega vendarle s tekom priučil? Ja, mogoče sem bil včasih bolj, tako bi rekel, nervozen, bolj tudi, jaz sem bil tekmovalec skozi, jaz sem treniral zato, da sem tekmoval, jaz nisem šel za rekreacijo, bil sem nervozen na tekmah, če je bilo kaj narobe, če na krčevalnici ni vse štimal, če bo to sem se zdaj zadnja leta res malo umiril, ampak še zmeraj pa gledam tekmovalno. Če bom nekaj pripravil se na neko stvar, se pripravljam s ciljem, da bom tekmoval, da grem na rezultat. In dostikrat mi je odveč, ko gremo kakšna potovanja, pa uspeva oba s Katko narediti trening, najprej jaz, pol ona ali obratno, pa ona reče, zdaj pa pojmo mi še malo hoditi, tamle pol urce, 1 uro z otrokom, 4 leta star otrok, v pol ure narediš 2 kilometra, ampak tis mi je pa odveč, tis pa pojmo z avtom, pojmo tja, treniral sem, evo, zdaj pa ne bom več hodil, mi pa ni treba. Se pravi, za letošnjo sezono še nimaš kakšnih planov, da bi šel kam rekreativno poteč, pa praviš na kakšno dirko, ti pa sigurno ne bomo videli. Zdaj zadnje čase je kar nekaj takih tekov, ko niso več samo tekme, ampak so neka druženja. Recimo, to mi je veliko bližje, so kakšna mogoče dobrodelna, ali pa zdaj kakšna stvar dobrodelna, kakšen kdo naredi kot tole, praznovanja, ko sem že omenil, kakšnih 50 km, 50 mil, take stvari pa verjetno bom še šel. Tudi letos vmes, če bom le sposoben toh preteči. Je rekel eden najboljših ultrašev zadnjega časa v Sloveniji. Mogoče ti pa ta, rekel, pauza dobro dene, pa boš zdaj z novo motivacijo, pa z novim zagonom štartov, rekel, v novo desetletje ultraških nastopov. Mogoče se pravijo, da včasih rabiš malo organizem, da se neke stare poškodbe zacelijo. To je to. Mogoče, evo. To je to. Toni, porabila se skoraj uro pa pol za tale pogovor, bilo je zelo zanimivo.
čist na koncu te bom še vprašal, evo, vem, da si tudi navdušen jadralec. Kako bi izgledal tvoj idealen dan, evo, če bi si ga lahko izbral? Ne? Idealen dan. Recimo, nekje si rekel, da bi šel na jadrnico, pa potem malo teč, pa tako naprej. A to še drži? Ja, to pa sigurno evo dol na enem jadranskem otoku. Ne vem, konkretno zdaj tako na hiter ne bi, ker tele bolj severni otoki imajo malo premajhne hribe, ne? Južni pa ne poznam zdaj toliko na pamet vseh, mislim, da tamle kakšna Korčula pa dol bi bilo idealno, nekaj zaliv, zasidran, evo, ribe loviti cel dan, vmes trening gor dol, to je to. Perfektno, pa stezičar, jasno. Ja, to pa itak, ja. Brez tega pa ne gre. Ne? Toni Wencel, super, hvala ti za svoj čas. Jaz sem se zelo zabaval. Na vsak način, bom rekel, se ujameva na kakšni dirki, mogoče pa celo osebno pridem po kakšnega stezičarja. Hvala ti. No, super, se vidimo. Ajde. Pozdravi Katko, lepo se mej, srečno. Pozdrav, hvala, ajde, čau. Čau.